Gospod zunanji minister, hvala, da ste tudi letos ponovno z nami. Ko sem imel čas, da sem vas lani intervjuval prav na tem odru, so vsi potem komentirali, da vas prej res niso poznali. Poznali so vas kot osebnost. Poznali so vas po vašem slovesu, niso pa vas poznali kot osebo ali kot voditelja. Hvala, da ste se vrnili. In kar je najpomembneje, hvala za vse, kar ste naredili v zadnjem letu. In kot zunanji minister za tiste med nami, ki spremljamo, kar Elliot Friedman odlično pripravlja za vas. Ampak zdaj gre v Ameriko. Ja, to, kar spremljamo glede vaših dejavnosti, je pravzaprav nerazumljivo. Kola Kolokavot, dobrodošli. Najlepša hvala. Hvala. Najprej se pogovorimo o Libanonu. Libanon nikoli ni imel pravega miru z Izraelom, čeprav obstaja zgodovinski odnos. Lahko to komentirate. Prevzel ga je Hezbolah. Vse se je spremenilo. Izrael, kot sporočajo, išče dogovor z Libanonom. Kaj vi vidite, kakšna je vaša vizija, kaj je mogoče? Pravzaprav smo imeli mirovni sporazum z Libanonom, podpisan leta 1983. Kmalu zatem je bil Bashir Džumajel umorjen v atentatu, ko smo začeli ta pogajanja v Washingtonu z Libanonom. Prosil sem, da si ogledam in sem si ogledal prejšnji mirovni sporazum iz 80-ih let, ki je bil pravzaprav precej dober. Ni bilo veliko za spremeniti. Ampak resnica je, naš problem ni Libanon, mislim. Morda imamo nekaj manjših mejnih sporov, ki jih je mogoče zlahka rešiti. Hezbolah ostaja problem za Libanon in Izrael. Hezbolah je ovira številka 1 za prihodnjo neodvisnost in suverenost Libanona ter za varnost Izraela. Torej je to skupni izziv. Običajno slišimo izjave, tudi sami slišimo v mednarodni skupnosti, da Izrael krši suverenost Libanona. To ni resnica. Hezbolah krši suverenost Libanona. Iran krši suverenost Libanona. Zunanji minister Libanona se je pred nekaj meseci odločil izgnati iranskega veleposlanika iz Bejruta. To se nikoli ni zgodilo. Resnica je, in tega ne pove veliko ljudi, da je Libanon pod iransko okupacijo. Posredno prek Hezbolaha, a vendar pod okupacijo. Na libanonskih tleh obstaja močnejša vojska od libanonske vojske in to je Hezbolah. In to je bistvo problema in skupni problem. In upam, da bomo z razgovori, ki se danes obnavljajo v Washingtonu, lahko na tej skupni osnovi zgradili skupno prihodnost. Nadaljne vprašanje o Libanonu. Torej, Izrael se ustrezno odziva na napade Hezbolaha, ki ubijajo naše vojake in vplivajo na suverenost tukaj v Izraelu. Ko se Izrael odzove, Izrael dela tisto, kar je dolžan storiti, da zaščiti svoje ljudi. Kako gledate na to, da ljudje po vsem svetu, ne le v Združenih državah, pravijo ne? Najprej, samo da bo jasno, sprejeli smo trenutno prekinitev ognja. Jasno smo povedali, da jo bomo spoštovali, razen če jo bo druga stran prekršila. potem se bomo morali braniti, to je jasno. Ampak skoraj vsem manjka kontekst. Kontekst je, da smo se popolnoma umaknili iz Libanona pred 26 leti, leta 2000. Ehud Barak je bil predsednik vlade. Umaknili smo se do modre črte. Že 26 let smo bili pod napadi z ozemlja Libanona.
Imeli smo neverjetno količino raket, izstrelkov, dronov, odkar se je ta vojna začela. 28. februarja iz Libanona. Mi tega nismo začeli. Hezbolah je to začel. In pridružili so se 8. oktobra 2023, potem ko nas je napadel Hamas. Tako da mislim, da ni nobene druge države na svetu, ki bi sprejela napade sosednjega ozemlja na svoje državljane. In tudi mi tega ne moremo. Če lahko prejdimo na EU. Bil ste zelo aktiven zunanji minister, potovali, sprejemali, vabili, komunicirali in kritizirali. Nedavno ste zavzeli zelo trdo stališče do ene od vlad EU in nekaterih njihovih predstavnikov. Povejte nam, kakšno je vaše razmišljanje o prihodnosti odnosov med EU in Izraelom, ter zakaj ste nedavno zavzeli tako odločno stališče? Najprej naj povem, da smo imeli včeraj in danes uspešen obisk enega od komisarjev EU, komisarja Švicarja. Ona je komisarka za Sredozemlje. In zelo dobre, odprte, iskrene razprave z njo. Odločitev, ki sem jo sprejel prejšnji četrtek, ni bila proti EU. Bila je proti določenemu komisarju, ki je rekel, da je Izrael apartheidska država. In zasebno sem jo teden dni prej prosil, naj glede tega nekaj stori. Ni odgovorila. In lahko bi rekla, tega nisem rekla. Lahko bi rekla, nisem mislila tako. Lahko bi rekla, stojim za temi besedami. Ampak mislim, da ko se takšna obtožba uperi proti Izraelu, edini demokraciji na Bližnjem vzhodu, kjer arabski državljani uživajo polne in enake pravice, ne mislim, da lahko jaz kot zunanji minister te države molčim in se obnašam, kot da je to legitimna stvar, ki jo lahko kdo izreče proti moji državi. In zato nisem imel nobene izbire. To ni nekaj, kar bi izbral. Osebno vedno raje izberem dialog. Za določene, določen čas sem imel dober dialog s tem visokim predstavnikom za zunanje zadeve, vendar moramo tudi kot država postaviti rdeče črte. In tukaj je še ena stvar, ki jo želim poudariti. In to sem povedal včeraj na sestanku. Mi smo za dialog, pripravljeni smo. Mimogrede, vajeni smo, da smo deležni kritik, milo rečeno. Ampak dialog ni. Da nam druga stran lahko narekuje politična stališča, predvsem, kadar so povezana z našimi zelo osnovnimi nacionalnimi interesi. Pri tem moramo vztrajati pri svojih interesih in braniti svoje interese. In verjamem, da če bo to pristop, in lahko rečem, da je bil to pristop, vsaj na včerajšnjem srečanju, lahko najdemo skupne točke. Zainteresirani smo. Mislim, da ni. V interesu EU, da nima dobrih odnosov z Izraelom. Nimajo boljših prijateljev v tej regiji, ki bi delili njihove vrednote in interese. Ampak seveda, tega ne morete storiti. Tega ne morete storiti tako, da sprejmete stališče druge strani. To mora biti dober pogovor, pošten pogovor.
Ko pa gre za naše, naprimer, dal bom en primer. Pravijo, da so naselbine nezakonite. Niso edini, ki to pravijo, ampak to je njihovo mnenje. Mi pravimo, da to ni res. In mislim, da imamo veljavne pravne argumente, ki izhajajo iz Balfourjeve deklaracije. Ampak mislim, da ni drugega naroda na tem planetu, ki bi imel boljšega. Boljše in dokumentirane dokaze za svojo pravico do svoje zemlje kot judovsko ljudstvo. In o tem se ne strinjajo z vsemi vladami v Izraelu od leta 1967, ker vse izraelske vlade od leta 1967 osvobodili ta del naše dežele in tudi našo prestolnico, del naše prestolnice, je bil za ustrež to pravico, to temeljno pravico, da lahko živimo povsod. In kako to uresničiti, to je drugo vprašanje, o katerem bi morala naša vlada vedno razmišljati, kako to najbolje uresničiti, ampak to pravico imamo. In ne glede na to, kaj bodo naredili drugi narodi, tega ne bo spremenila nobena prihodnja vlada v Izraelu. In ta trenutna vlada ni izjema. Hvala. Obrnimo se k Latinski Ameriki. Kako vidite prihodnost in kako razumete uspešno izvolitev proizraelskega kandidata za predsednika v Kolumbiji? Izvoljeni predsednik Kolumbije je velik prijatelj Izraela In judovskega naroda. Osebno ga poznam. Srečal sem ga pred približno pol leta v Buenos Airesu. Tudi Združenim državam Amerike bo dober zaveznik. To je popolno nasprotje trenutnega predsednika. Zato sem ga povabil v Jeruzalem, da pride še pred njegovo inavguracijo, ki bo 7. avgusta. In upam, da bo prišel v Izrael še pred svojo inavguracijo. In prepričan sem, da smo pred Našim najboljšim obdobjem glede naših odnosov s Kolumbijo. A celotna slika je še bolj spodbudna, ko vidite, kaj se je zgodilo na volitvah v Peruju, Hondurasu, Čilu, Boliviji. Govorim samo o zadnjem letu. Tudi parlamentarne volitve v Argentini. Mislim, premik gre v pravo smer. In to leto 2026 sem za svoje ministrstvo določil kot leto Latinske Amerike. In veliko bomo vlagali v to, že zdaj na tem delamo, vendar bomo vlagali še veliko več, da bi okrepili naše odnose. In to počnemo. Z enakim interesom kot naši ameriški prijatelji, za katere je zahodna polobla ključna v njihovi doktrini nacionalne varnosti. In za nas je lahko to izjemno prijazna celina. In verjamem, da bo v naslednjih letih tako. Gospod zunani minister, pohvaliti vas je treba, ker ste se uprli demonizaciji Izraela, ker ste varovali njen dober ugled po vsem svetu in ker niste tolerirali obrekovanja. Deloma ali verjamete, da vas poslušajo tudi zato, ker se povezujete z vladami po vsem svetu, jih vabite v Jeruzalem, se z njimi osebno srečujete, jih obiskujete in celo odpirate veleposlaništva in konzulati. No, v tem poslu moraš biti proaktiven. Ves svoj čas bi lahko vložil samo v blokiranje pobud proti Izraelu, kar običajno tudi počnem. Ampak moraš videti, kako napreduješ na nekaterih področjih, tudi v najtežjih časih. Če bom vzel
Dve od točk, ki ste jih omenili, smo imeli, ko sem prevzel ministrstvo, 5 veleposlaništev v Jeruzalemu. Danes jih imamo 8. Imam le še nekaj mesecev, vendar je moj cilj, da jih bo 10, da podvojim število veleposlaništev v Jeruzalemu do konca svojega mandata. In že vem. Katere bosta naslednji 2 državi? Drugič to. Se povezati z več državami. Odprl sem že 4 veleposlaništva. Nova veleposlaništva v Moldaviji, Estoniji, Zambiji in Fidžiju. Naslednje veleposlaništvo bo odprto v 2 mesecih v Sloveniji. Tudi v teh zelo zahtevnih časih širimo svoj doseg in svoje povezave. Veliko držav pride v poštev. Iskreno povedano, moram izbirati, ker si veliko držav želi, da bi Izrael odprl veleposlaništva. In seveda vsaka vlada ve, da so viri vedno omejeni. Morate izbirati. Ampak imam kandidate in imamo dobre države, s katerimi lahko sodelujemo. In tudi v teh izjemno zahtevnih časih dosegamo napredek na številnih področjih. Gospod zunanji minister, vsi se vam zahvaljujemo za vaše delo, pa tudi za vaše vodstvo. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala. Gospod, to je moja čast, da lahko služim svoji državi v teh zahtevnih časih.